No, samo klele gospoda Kavčnika. Najbolj, da se boš kar sam mi povedal glede kolesarjenja. Ti si začel v bistvu že tudi zelo zgodnji kolesar, kot tekmovalec. Ja, to je bilo med počitnicami 94. leta. 94, ja. Prav, ker vem, da si isti letnik, jaz si bil star 13 let. Zdaj smo izdali, smo stari, ne? Snema ti? Snema. Ugasno? Ja, snema. Vse rdeča. Ko je snema. Tripa. Snema. To sploh moramo razgledati. In potem si v bistvu začel si pa kje v Rogu, si kolesaril, a kaj si čisto sam prišel tja? Ne, en sosed se je mene vozil na trening. Vsi so imeli sosede. Sosed, bom rekel sosed, pa sošolca brata je bil, ki je 2 leta mlajši, sem imel vozil in imel eno hudo specialko, ki sem se pismo, kje je zdobil ta kolo. Pa prav veš, jaz pa tam treniram in sem mi dal v klubu ta kolo, sem jaz bi imel to kolo. Pa prav, ja, pojďte enkrat z mano na trening in sem šel s gorskim kolesam, kacam. Ali pa, ne vem, če ni bila še ježca, takrat ne spomnim se čisto dober tistega dneva, ker smo naredili zelo velik rok v Borenka, Kran, ne vem kva, za 13 let jaz sploh nisem vedel, jaz sem doma rekel, da sem posebej. A pa si zdržal? Ja, mislim, sam zdržal, pač skozi navzkriž gledal, ampak je šlo čez, ja. Pa tam oni so rekli, da čez gorcem boš pa tudi specialko se lahko z nami vozil. Pa sem pa tako začel trenirati. Pa si v bistvu prišel do profesionalizma? Ja, mislim profesionalizma, če se lahko temu tako reče. U23, 2 let, pa sem sam pri sebi ugotovil, da ni nekega napredka. V bistvu takratni trener Gorazd Penko nam je dajal zelo dobre treninge pa vse, ampak ker smo mi hoteli biti še boljši, smo rekli 20-30% več naredimo, pa bomo dobri, si bil pa še bolj pečen. Če bi to manj naredili, pa bi bilo glih prav. Bi bilo glih prav, ja. Tako da, pa v teh letih je težko biti pametno. Ja, to je tak. Treba poznamo pa trenerje, ne? Ja, tako je. Pa vozil si pa tudi dirko po Sloveniji, ne? Ja, res je. In si jo uspešno zvozil? Ne, nisem ja. Nisi je zaključil? V pikčasti majici sem odstopil. A res? Ja. Tega nisem že slikal, da sem polno gledal, se pravi. Si pa še neki dirk odvozil, taki malo? 4 etape sem odpeljal, bilo je pa mislim, da takrat 6 ali 7 etap dirke po Sloveniji. Leta 2001 je bilo to. A pa si imel to zaostanka ali si kaj padel? Ne, jaz sem prišel iz dirke po Hrvaški, ki je bila 7 dni, mislim, da takrat pa en ali 2 dneva sta bila vmes, prej pa bila pa dirka po Sloveniji naprej. A to si tudi zmagal to dirko, ne, po Hrvaški? Ne. Pa je pa dirka po Hrvaški je pač bila kar za nas takrat ena izmed večjih dirk, ni koliko dirka po Sloveniji. Za Continental ekipo je to pač vrhunc sezone. Ja, čim je več dni. Ja, in je bilo tako, da Gorazd je vprašal, prav, mlada ekipa smo enega rabili, da gre malo v beg, da se pokažemo, pa to jaz sem takoj roke zvidne, sem šel s črte v Čarneških toplicah v beg, pa do Beltincev na pač prvo etapo dirke v Sloveniji, sem prebral vse gorske pa leteče, kar so bili, pa sem pa 15 minut za njimi prišel, nisem bil prdirman čisto. Je pa bil zelo jezen takrat Stefanov Zanini, šprinter od Mapaja, ker so pa šli trenirati za Giro. Ker je mogel čakati na mene, da sem jaz prišel čez 15 minut, da smo lahko delitev spalali. Aha, nekaj pa že zepal. Ja, me je kar parjel, pa me je gor postavil na vrsti. Ok, v redu. A si bolj, recimo, glede na to poznamo malo tele mehankarje, ne? A si ti vedno rad šraufov kolesal že, ko si bil manjši, ali si to kasneje začel, ali si sploh kaj šraufov, dokler nisi bil poklican nekrat? Ja, jaz sem, ne, že prej vse, pa Tomose, pa te stvari, vse prešraufal doma, kar se je dal, pač pri hiši ni bilo toliko denarja, da bi se izmišljevali pa nove kolesa kupali, pa to bilo treba kaj popraviti, ne, pa
stric je bil klapar, švas aparat je imel to in tretj, pa smo pa kaj naredili, tako pa jaz sem skozi pa njemu, celo osnovno šolo sem asistiral, sem orodje podaril. Pa se že zelo zgodilo. Ja. Si bil v krvi. Dobivo izkušnje. Ali greš, ne vem, nekam, če si takole pri blokih na igrišče, pa ne vem, igraš košarko pa to, ali greš pa v delavnico, pa tam telovadiš. To je dobro, to je mišljenje. Potem si v bistvu zaključil, nekako si rekel, da ne boš več kolo vozil in kam pa si nekam zimno za 1-2 leti, si še kaj probal drugega delati, zvezi šrofarijo kaj ali čez Ne. V bistvu sem se na faks, kemijski faks delal smer varstvo, pri delu požarno varstvo od 2 let. 2 letnika naredil, potem me pa pokliče Goraz Penko, pravi, prid sem na kofer na Slomško, kaj, treba spet vozati, treba enega za cifro nosta, ne vem, za nadirke, nima trgovalcev. Praviš, pa smo mi razmišljali, Andrej Sajovc, takratni mehanik je bil tudi moj mehanik, gre stran od nas. Pa smo nekako prišli do tebe, da bi ti to bil naprej. Nisem v življenju centriral peljne, prav to so se vsi naučili, se boš tudi ti naučil. Sem rekel, vse ostalo še nekako gre, kaj še menjalnik nastal. Je pa res, da sem že pri mladincih, če bilo kaj, če me kdo na dirki, nimaš mehanika, Miško nas je vozil na dirke, pa če bilo kaj tazga, Miško ne bil glih tehničan, je rekel, dej je v štil, pa sem jaz skozi naštel menjalnik. Ja, v bistvu so tekmovalce. Ja, mladincem, Bortu, Božiču, Miho Koncili, pa te, ki smo generacije, ko smo bili v rogu, skrb smo dirkali. Pa je Penko malo paniko naredil, če bomo zdaj dubom, gornol, Sajovc gre. Pa Miško Kusani reče, pa kravčnika poklič, ne. Pa mene on vpraša, kva delaš, sem rekel, ne, nekaj prek študenta dela, pa na faks skuda. Kva pa delaš, sem rekel, pa nekaj scene za ene prireditve, pa okna montiramo, pa vse še. Ena firma, multipraktični, vse so delali. Mene bilo v redu, je bilo zmeraj kaj novega. In je rekel, glih prav, lej. Za Franjo imaš že izkušnje, ko boš postavljal pa to za kolo, kakor vemo, si kakor to gorel, sem rekel, Goraz, jaz sem v življenju fentne centriral in se tudi nočem lotiti tega, ker vem, da to lahko narediš več slabega, kot dobrega. Pa je pa rekel, pa to so se vsi naučili, se razpoti, sem rekel, ok, v redu. Pa res, Sajovc mi je takrat pokazal, on je bil tako zelo zanimiv učitelj, usedel se je na radiator, ki je bilo mraz v delavnici in je rekel, no, danes se bo pa učila centrirati fentne, jaz sem mi čakal ta dan. Prav, vzame eno ravno fentno dol, pa špico brači, boš videl, kam gre obroč. Sem rekel, pa to jaz bi lahko sam naredil, brez da mi ti rečeš. Prav, ja, lej, tako so navadili in res. Jo tam predstavim, pa jo on zavrti, pa je bila vsa taka, gre na kavo, prav, no, zdaj jo pa naravno spostav. Pa prije nazaj iz kave, pa jo zavrti, prav, dokle na obisku. Sem rekel, ja, ne. Sem rekel, jaz sem pač nekaj po svoje naredil, prav, lej, znaš centrirati fentne, to bo to. To je bilo učenje. Tis levo, desno, ne, se pa imaš še pač tenzijo, pa gor, dol, pa tis pa rabaš kilometrine. Sem pa v zadnjih letih v Gustotu pridajo peste, špice, pa obroči, vse posebej, pa je bilo treba vse sestaviti za trening, tako kukor od začetka, ko sem začel v rogu, je bilo treba vse fentne zadirkati, oziroma obroče zadirkati in za trening sestaviti iz nule. Je bilo treba tudi zdaj zadnja leta vmes, sem pa dolgo sestavljene zadirke, tako da je bilo dosti tega. Dosti učenja. Ja, dosti učenja. Zdaj pa ni treba nacentrirati, da sam drugo vzameš. A imaš tudi takole centrirati? Ja. Na taki? Aha, To. Juniorjev, ja. Tole na šefa s telim centrirati. Vse prav. Se tudi naučil centrirati. To še to, sam nimam to Pa tudi uživaš v temu, a ne? Malo tega, ga sprašujem. Jaz sem tukaj 3 mehankarji, v bistvu ne. Eden pro, Veš, kaj sem se jaz naučil centrirati? Srednja. Za en Kurzfeldner sem v rogu in kar naprej se to učil ali pa to sem nekaj centriral. Tako sem se jaz naučil centrirati. Zadnje vprašanje, vsi so vedeli, da je tako na sliki. Ja, Pavlič. 30 bom tak. Pa sej sosed. A boš dal to? Ja, Dajmo to. Prideš še. Jaz sem pozdravljal. Da ga zdaj vidiš, ga ne prepoznam. Soba, pa ti pa tistega poznala. Ta je pa gruntov. Ampak
To sem jaz mu takle kup enih slik od kariere sem imel in ta... Jaz nisem mogel vedeti, Vse to je, tudi še zdaj pri nas recimo imaš kupček cele ekipe, kompletne, ne? In ne vem, velike, sploh Francozi pa Belgijci so vsekani na to, sam kartice, ja, itak. In to pa je bil v bistvu tala. Ja, to, če kdo vpraša, daš, da bi pa tako tam to talo, imaš lahko sam s tem delo, ne? Zdaj je Tadej talu kartice. Ja, tiste kartice, mene še tako čutno, kako kartice talo. V glavnem tudi hodijo te zbiratelji še zdaj na dirke, pa ne vem, naši športni direktorji, tudi Hempija velikrat vprašajo, a je kle, ne? Je, v gor v busu, a mi lahko da podpiše, ne vem, Vini Candilora, ki je bil, pa pol Pasa Bortolo, pa te imajo vse kartice in mu naštima vse njegove kartice. Aha, in mora bolj podpisi. Ja, in pol podpisi. To zbiratelji, zdaj se pa nismo. Ne, burso. To imajo manijo, to je panika. To so Italijani pa Francozi. Tisto, kar znam. Ko je punce, in neznane neko, ampak on To, če ima od cele ekipe podpisane, to je... Mislim, da so ti zbiratelji so verjetno Italijani pa Francozi v glavnem. Ja, Francozi so najjači, no, tako, glede tega, kakor sem jaz poznal Francozi, pa Belgijci. Francozi, Belgijci, pa Italijani. Tako da, ja, je kar dosti takih, no, ki pridajo potem, pa ne samo Andreju, tudi ostalim našim športnim direktorjem, ki so več ali manj bivši kolesarji, a je ta, pa da vam še Džanetija, pa tega, ja, niso kle. Pa drugič, ne. Zdaj pa, kaj po tvojem mnenju je recimo najbolj pomembna stvar dobrega serviserja? Zdaj, a je to, da se šola, da hodi v neko šolo, ali je to izkušnje, ali je to, da mora biti, pa kakšen mora biti, dodaten, natančen, vreden? Ja, to je itak, ja. Zdaj, kakšen si ti, a si tak res tako, veš, nulo vse, za ja, mislim, mene dostikrat vprašajo, a je vse v redu, ne? Pa rečem, ne vem, če je, pa kako ne veš, če je, a ne, so rekel, lej, takrat, ko rečeš, da je vse v redu, zihar, kaj ni v redu. Pri takih zadevah nikoli ne veš, da te čaka presenečenje. Ker misliš, da si 100% se kdaj kaj tazga naredi, ker rečeš nemogoče. Pa se zgodi, a ne. A pa so kakšni mehankarji šolani, recimo, da ima sem obstaja kakšna šola, tako varianto, kolesarja? Jaz bom tako rekel, no, kakor sem spoznal mehanike, tudi zdaj, sodelavci te, ki smo, 12 mehanikov nas je v UAE-u, ne vem, iz raznih vod prihajajo in ne vem, vidiš razlika enega, ki je hodil na neko strojno šolo, pa enega, ki je pač bil kuhar, pa zdaj šraufa. Tako da, tukaj vidiš neko razliko, je pa tako, no, da ne bom rekel, da on je bil kuhar, da je zdaj slab mehanika, ne. Daleč od tega, vsi pač, ki so na tem nivoju, morajo biti dobri, drugače ne morajo biti. Ja, samo verjetno priprava pa vse ima. Ja, je, vsak ima neko svojo, ampak recimo, ne vem, na enem Grand Touru, ko ti nastaviš vse zadeve od pozicij do vsega, ko imaš 5 dni pred štartom cajt, da vse nastaviš, pol sama kolobaraš, ne, imaš, ne vem, pranje, pihanje, brisanje, pa pač čekiranje kolesa, pa priprava na dirko, dirka po dirki na en transport, sem kje, pa spet pač iz dneva dane. Tako da, kakor sem jaz zdaj videl, lažje narediti eno 3-tedensko dirko, kakor pa, ne vem, 4-dnevno ali pa 5-dnevno. Ker si že upelan. Ja, pa recimo, če narediš v tem cajtu toliko 4-dnevnik, si veliko bolj utrujen, kakor če delaš en Grand Tour. Ker moraš biti pa, ne vem, 21 dni, dvakrat vmes, 2 dneva prej, pa pač skozi koncentriran na svoj del. A se mehanike ne menja tako, da recimo navadno delaš še dan si prej, tako ne? Ne, zdaj, jaz sem naredil Vuelto pa Tour, zdaj naslednje let imam še, sem rekel, željo Giro narediti, da imam vse 3 Grand Toure, pa tudi če ne delam več na tem nivoju, lahko grem nazaj spet, da imam vse klukce narejene, pa tele klasike, ker sem že naredil jih, da imam poklukane. Ti si verjetno dejansko, mislim, zdaj logično, da ti si prišel v UAE
nekako na željo Tadeja Pogačarja, kar je tako nasplošno znano. Ja, tako bom rekel, no, prvo kolo, ki z njim začel sploh dirkati, sem jaz pripravil, takrat nisem imel za koga ga pripravljam, v Rogu, tam dečki so, da je tole zrihti, tako sem jaz delal vse, dečke, mladince, člane, kasneje pol še žensko ekipo, in sem bil sam za vse te pač kategorije, kasneje je malo ratov problem, ker so začeli punce tudi malo bolj zares dirkati, 2 programa članskega pa ženskega spremljati, pa pol, kadar sem bil prej par članih, sem šel s puncem, tako da sem to malo kombiniral. Je bilo pa tako, no, prvo pa zadnjem kolo v Rogu, ker bil, sem ga jaz pripravil, pol pa, ne vem, z Andrejem sta se enkrat pogovarjali in prišla, če bi pač jaz prišla. Je bilo pa, ni bilo tako lahko pridati, no, tudi ne glede na to, da je Tadej že zmagal tur, pa ne vem kaj, je bila sreča, da je en šel stran, ker če bi takrat meni rekel, ne bomo te za full time vzeli, ampak te vzamemo po dnevih, ker ne bi šlo, tega, ker pač dnevnice so toliko slabe, da je brez veze. Pa ne veš, kdaj si, kdaj nisi, kdaj delaš, kdaj ne delaš. Ne, pa to nekako se že zmeniš, sam bolj je problem, ker pač naplačajo še tako, ne vem, nas Slovencema še zmer za ene vzhodnjake, zdaj Tadeja malo drugače obravnavajo, a ne, naju z Andrejem, mogoče Andreja tudi ne toliko mene bolj, imajo pa še zmer za ta vzhodni blok in tako malo, vse je v redu. Ja, ta je zmehni zadovoljen. Državljan so zamenjali. Kaj da? Državljan so zamenjali. A ja, ne. Še naš nogomet. Lažje ekipo. Zdaj pa ta razlika, ker si v Rogu delu, pa recimo zdaj, kaj delaš. To je verjetno ogromna razlika. Ja, ogromna razlika je. Po eni strani imaš več dela v kontinentalni ekipi, koliko je bila v Rogu, imaš več dela, ampak ko enkrat ti vsa kolesa sam narediš iz nule na dirkah, ki jih imaš vnutri, točno veš, kaj je. Tle, kaj je bilo na prejšnji dirki, kaj je tle, zmer so kakšne presenečenja. Nikoli ni tako, da bi rekel, da pridejo kolesa 100% na štart. Moraš zmer dati veliko preventive pred samim začetkom dirke, da vidiš, a je vse tudi s pozicijami, ne vem. Jaz lansko leto sem že napisal ta prvo dirko, ko sem delal, pač prvi avto, sem zamenil 7 koles mesec, v Rogu jih nisem, 2 nisem zamenil, 7 kolesarjev od 7 sem zamenil kolesa, pač ne vsem, ampak enemu 2-krat, ker pač 2 mehanika sta tam vse pripravila, vse je v redu, ti sam pa je to avto, jaz sem prišel iz Milana San Rema na dirko, naslednji dan po noč, polnoči sem prišel v hotel, naslednji dan ob 8 zjutraj sta vnedva vse prštimala, jaz sem šel na zajtrk, v avto pa na dirko in nikoli več. Takrat sem že napisal, da pač nisem za ta del in da ne bom več to delal in da grem domov in čau. Sam pol je naš kolesar zmagal, pa sem deliti pritisnil. Bil je pa Hirši, ki je zmagal dirko. Dobro. Mislim, ja, verjetno je naporen za eno drugmu delati, ne? To je itak in kaj pol v bistvu dejansko zdaj verjetno si perfekcionist in hočeš vse sam. Tako, kot sem že rekel, strmimo k temu, da smo čim bližji 100%, ker 100% je zelo težko narediti. Čim bližji temu, tako da moraš biti malo perfekcionista, da se temu približuješ, da ne delaš nekih failerjev, ki pa vsi govorijo o njih še ne vem koliko cajta. Treba je pa pač vedeti, da je kolo je, no in jaz našim kolesarjem zmer pravim, kadar se pogovarjamo od kolesa, da je to ena živa stvar, da tako, kad ti njemu daješ, ko on te vrača. Zdaj, če ga vštip v 3 urah po slabih cestah, po možne pozim, postavil po vhod za en teden, pa boš pol rekel, zdaj pa to vse štima, pa grem naprej, se malo zmotil, pa te lahko kaj preseneti tazga. Je zdi to, recimo, da najverjetneje imajo ti profesionalci, saj nekateri verjetno dosti slab podnos do kolesa, mogoče gledati, ali da imajo vsi večino? Ne nekateri, polovica njih je takih, da je to
v bistvu kaj štumfe, ki kupuješ, pa Ja, daš dol pa drugega. to sem tudi zvar, da je glih to, ne, da ker pač toliko možnosti zamenjave in vsega mi pazimo na svoja kolesa, predvsem zato, ker vemo, da je vse na vsakem kolesu prva stvar, da je vse danes drago. Ja, seveda. Kot drugo je pa, da če so hotel peljati z njemu dolg časa, boš mogel rihtati pa pedelati, njim je pa verjetno to čisto vse. Če kaj ne gre, bo rekel, da je mi drugo feltno in... Ja, če kaj ne gre, je naprej mehanik. Ja, vse to je pa še druga stvar, ja. Zdaj tako imaš na teh, to si začel tudi na Grand Tourih. Koliko recimo koles ima en kolesar, a je to odvisno, koliko je on dober, ima recimo tedaj več koles s sabo na turu kot ostali, ali je to imajo vsi 3, vsi 4, vsi 5, ne vem, ali je to malo vseeno? Ja, zdaj tako bom rekel iz mojih izkušenj, kakor smo bili, recimo lanskrat na Vuelti, ko smo bili vsi kolesarji isto kolesa, ne. Se pravi, od prvega do zadnjega, ni bilo nobene razlike, pa pač bil je Ayuso, ker je pa Almeida, da sta bila pač neka kapetana koliko letos, ne. In je bilo tako, da pač dirka z eno kolesom, potem ima pa še prvi avto pa drugi avto, pač na identičnem mestu rezervno kolo, ne. Se pravi, vse skupaj 3 kolesa, ne. Za razliko letošnjega tura, ki je pa recimo za tedaj je bilo pa 5 kolesa, ne. Bil pa prvi avto 2, pa drugi avto 2, ne. Zmeraj je bil en kolo z dežnim gumam pa z dežnimi tlaki, če bi bil pač dež, bi zamenil cel kolo in bi šel zunaj, da te preseneti neka ploha, ki ni bila napovedana ali karkoli, pa njemu zelo ugaja dež in bi rad kakšno razliko tam naredil in pol mora imeti pač tiste... Ja, ni bilo, smo čakali pa molili za Mašo, da je ali pa ni bilo nič. Ja, na začetku je bilo, ne? Je bilo tam... Ja, tam v Španiji, ni bilo sile. Sem ne bil ravne, ne verjamem. Ja, mora še malo temperatura pasti. Dobro. Kaj pa kronometer, se pravi pa še, vsa ta kolesa pa še kronometer? Ja, pa še kronometer, pač kolo s katerim dirka plus rezervno, ko je na strehi. To so teh koles je ogromen. Ja, pa ima pa še enega na trenažer po vsakem cilju, se pravi 6 navadnih pa 2 kronometer kolesa. Ampak to ima on verjetno? Ja, to ima on, ja. Ostali pa po 3 normalne, ja, 3 normalne pa 2 kronometer, 5 koles je vse. Zdaj koles je toliko, kolesarjev vemo koliko je, športne direktorje smo zadnjič slišali, koliko pa se pa mehanikov? 4. 4, se pravi. Na dirki zmer 3, eden pa sel kamion iz etape na etapo, da ko pridemo mi iz fronte, da to vse pripravljam, voda, elektrika, že štrajfix laufa, vse to že... Dobro, to še tudi drugi, ki pripravljajo, ne? Ja, mislim, tis ni tam v hotelu, tis je pod cilj, to ima pa maser čez. To ima tis maser, ki je zadolžen za cilj, postal trenažer, pa vse te stvari, kar se rabi za... Samo najdeš enega maserja, ki je to tudi malo zvemo. Ja, se jih imate dosti, v krog. Ja, jaz sem v bistvu to, ne vem, da imam Esgec, ima enega, ne, ki je zelo tudi... Ne vem, kjer ga... Ja, Mihata, ja. Mihata, ja. Pa Tomaš, ne, Tomaš tudi... Jeras tudi zdaj dela, ne? Ja, Jeras je... Tudi kar zdaj, tako da njega bloka. Jerry je rekel, da hoče več za Pro Tour ekipe delati, da bo bolj za Pro Conti. Professional liga, ja. No se dosti je že, da slišaš to pač... Sam to šele pomeni, da je slabo, ne. To včasih, mislim, sad, kako sem jaz zdaj videl, dost mehanikov ima boljšo plačo, kaj jaz v professional, se pa v rangu nižji, kot pa jaz v World Tour ekipi, ki imamo prvega kolesarja, pa prva ekipa smo na svetu. No sej, to je Jerry rekel. Stavkati je treba. Ne, fora je tam, ne vem, jajca nastavljaš cel let, tu in treba gor dol, vsi sam, ti, to, da bo gor dol, pa na koncu leta, tudi tako vam meni naredil, res je bilo dobro, ali pa kaj ta si misliš, mandaj. No, pa se ti si še tudi mlad v končni fazi. Ja, pa ne več to. Ne, se to je sebe pohvalno. Ja, ne, pa se pravi, da imaš še priložnost tudi zamenjati varianto, vse to tudi verjetno tempo, zdaj otroke imaš majhne, vse skupaj, mogoče daj razmišljaš leta. Ja, seveda. Zdaj še eno vprašanje glede teh Pro Tourov pa vsega tega, pa bomo še pa malo na naša kolesa, ker nas tudi kaj zanima, ne, ko še bolj iz prve roke. Zdaj, glede Tadeja, ne, je on zahteven, ti on teži kakšne posebnosti, če ima
kaj mu je tako najbolj pomemben pri kolesu, da štima, ali ne ima to teža kolesa, sedež, da je, ne vem, kaj je, v čemu je on, pa če kot prvo, pa če je on res, recimo zahteven, v primerjavi s kakšnim drugim kolesarjem ali je povprečen. Lepo zdrav. To je sporotura. V glavnem, tako je, ni tako zahteven, da bi rekel, ne vem, da te matra gor dol, ampak pa če pa kaj rab se pa midva hitro zmenima. Pa tudi tako gre, ne samo med mano pa med njim, med ostalimi mehaniki pa kolesarji. Mora priti en zaupanje med kolesarjem pa med mehanikama. Ker če tega zaupanja ni, oziroma če ga zgubiš, da nekaj potrdiš, da je mehanik narobe, da kolesar zgubi, da nima v glavi, da ni 100% malo preveč na bremzo, kdaj stisne. Ja, to lahko padec v bistvu, ne? Ne, se pravim, malo bolj na bremzo drži, zato ker ne ve, ima dosti napumpane gume, a zelo to spusti. Tako da... Kaj pa on recimo najbolj, ne vem, kaj bi še težave, ne vem, hrbet, noge, kaj je tiskaj, ti tudi pozicijo verjetno si za njim zadolžen, a sploh makate? Mislim, za pozicijo so zadolženi drugi, mi sam kontroliramo, da je tudi recimo tlak, mi dobimo takole knjigico, vse kolesarje, ne vem koliko strani, imaš vse tlake, vse možne širine gumke, ko uporabljamo. Zdaj tega malo manj, ker sam tubeless še uporabljamo, prej smo še tubularje, je bilo za tubeless, za tubular, za širino 25, 28, 30, 32, to vse. In to je en kup enih tlakov, sploh ne moš več vedeti, pa už prav na pumpo ali ne. V glavnem dobiš tole, napumpaš tole, če kaj narobe, tole bo napumpan. Če pa kolesar preveri, pa da ni tako, pa tiska zgubi. Pač zaupanje, pa narobe. Pa zdaj tele tubeless smo žili že v kolesih, v gumah. Si rekel, da uporabljate v glavnem tubeless, kakšna širina se pa največ ostre? Ja, bom rekel tako, malo bom popravil, mi uporabljamo samo hookless za dirkat, kar je še malo drugače kot tubeless, oziroma na isti način, vse sam tam na obročih njega roba, ki drži to, kako je klasična clincher feltna. V glavnem 28 oziroma 25 per kronometru je najožja, pa tudi na gorskih etapah na Turu 25, ki je toliko lažja, tudi pa vse. Drugače poprečno se uporablja skozi 28, če pa kakšna taka cesta, da je pač slaba, pa to, ampak na Turu ni bilo tega, bi pa tudi 30 gor. No letos, ko bo gravel varianta? Ja, tam se bo treba pripraviti, malo i teren pogledati prej, pa probati, pa tako naprej. A te je tako strah, da ti? Ma ne, to je saj ni dolg čas. Ker tudi pa verjetno še res moraš biti res na tistih 100%. Jaz zelo rad delam, pa kar malo prosim za Paris-Roubaix, da me dajo delati vsak let. A ja, prav to? Ja, zaradi tega, ker je res ena taka dirka, ki ostaneš brez rezervnih filter, ki pol improviziraš, pa iz rezervnih koles dol, pa sem to, tam pa pol, ki svoje vse podelaš, še v druge ekipe pride, daj še meni zameni, nimamo bolj športni direktor, pa daj s nami zgor, da imamo film, pa mu daj dol šolok naprej. Aha, si prvo pomagate? Ja. Da se to dokonča ta dirka, ja, se je res taka posebna, specifična. Se pravi, prej si bil pa še pred tlaku, to so pri nas rekreativci, ker tic malo, da je kakšen podjetje, oziroma hočemo biti vsi hitrejši, pa vse biti optimalno. Kakšen tlak, to je tudi pri nas večna debata, kregamo se okoli tega od 9 barov do 4, ne vem, kje vse pridejo. Ja, mi imamo navodila, da več kot 5 barov sploh ne smemo napumpati. No, poslušajte zdaj tole. 5 barov. Normalno, če imamo vsak 50 kg. No. Ne, 82 kg imamo najtežjega kolesarja. Pa tudi ne gre čez 5 barov. Pa 6 barov. No. Samo pa nima 4 barov. 5. Je rekel, ne gre čez 5. Ne, se pravim, za eno vrsto obročev mi je prav tak, pač dela teste, pa vse kotalne opore, aero teste v vetrovnikih. Pač naredili so ožjo feltno zato, da lahko damo sploh 25 gor, ker sploh mislim, da še ni v serijski prodaji.
so jo naredili zato, da smo mi lahko dali 25 gumen gor, da smo zmanjšali težo kolesa za bolj gorske etape, pa to take razgibanja, ne. In na teh, ki so bile ožje, pač je povedal mi, da ne damo več kot 5 parov, da ne bo pač prišlo do tega, da bi guma šla dol. Tako da, drugač pa, recimo tudi 28... Ne, isto. Mislim, tlak je različen. No, se to. Tlak je zmer v enih 0,1, pa drugih pa 0,2 bara manjši spredi, ka pa zadnji. Se pravi, pri kolesarju odvisen ali od gure? Ne, pač to gre... Ja, to pač ta... Ta knjigica, ta pravila. Ja, to performance, ne vem, kva se mu reče, da ti to pripravi, ampak imaš tudi kolesarje, ki pravi, da hoče imeti oba tlaka ista. To je pa pol uno, ki kolesar reče, jaz hočem pa takole, a ne. Pa večkrat, ko delaš z istim kolesarjem, pa si navajen, kaj pač želi in to je to. Tako da... Ja, se pravi, vse gre po težah, bolj kaj težek, višji so tlaki, je pa tudi tako, no, da pri nas, recimo, ko mi damo 28 gumo gor na te NV feltne, pride ven 32,7, ko je šublarja zmeriš, ne. Recimo na kampanjoni, ko smo imeli, toliko, ko je bila široka, toliko je bila na šublar, na VTO feltne. Tam so bile ožje. Ja, ko so ožje, vse zaradi tega, ne. Recimo 30, kaj je že čez 35 široka, ko jo zmeraš še šublarja. Sam si pol tudi več pumpo takrat, a ne? Ne, če je šir... Mislim, pri VTO-jih takrat. Ja, zdaj manj, ja, zaradi tega. Ko v bistvu bolj gledaš to, koliko ti dobiš dejansko širino ven, ne pa koliko je pač napisan na gumi gor. Tako da... Pa koliko mleka not, mililitrov, pa koliko tega, pa kakšen ventil, pa to je in koliko enih kombinacij, pa pa še te inserti, ki se jih no daje za kocke, pa to, tako da je kar, bom rekel, ena znanost rata. S tem gumom sploh. Imaš ti kakšen vprašanje glede mleka? Sam poslušam. Ne, mlek, jaz pač mlek, v rekreaciji moram reči, da ga ne pozdravljajo tega mleka. Ja, sej. Da so še zmer bolj na zračnicah zaradi tega, ne, sej pač. Kakšna razlika med težnim Jaz gledam tle, kar se pri meni zbira. Valjda, če ti govoriš, da ne dajo zračnico. Mi bomo zdaj Continental, da smo Vitorijo vzeli, pri Vitoriji je bila ista guma, ne. Continental ima pa uno, kaj, Four Season ali pa je. Four Season model in se to boš, kaj daš, je pa na testu ful počasnejša. Zdaj pa... Four Season je težka, je za 4 čase, je trda, To zadrži je daljša življenjska doba, ampak ima pa slabše lastnosti, recimo, kaj se jim? Tudi počasnejša, ja. Sam je, recimo, nam je Continental rekel, to zadrž uporabiti. To me zanima. Načeloma je tako, no, pri Vitoriji ni, lansko let, ko smo imeli Vitorijo, ni bilo, ne, lansko let smo imeli Pirelli. Tudi pri Pirelliju, no, je bila samo ena guma, ni bila držna, ali pa kaj, je bila samo ena. Je pa bila razlika, da so pri Pirelliju, ko smo imeli, so veliko raje vozili tabularje v držav, kakor pa klinčer guma, ker so rekli, da ne držijo. Ja, vsak ima svojo, te svoje znamke, velike tega. Čeprav Vitorija je pa itak Ja, ne, Vitorija je taka, da je hitra in pač dobro prijema vseh vremenskih pogoj. Sej 4000, GP 4000, Continental je dosti podobno izgledal. No, da ste tudi to slišali, je pa kot zanimivost, Pirelli pa Continental, ki so delali pač teste, koliko je kera hitra, so ugotovili, da je Pirelli za sekundo na kilometer počasnejši, kakor pa Continental pa Vitorija. Tako da, ja. Sem to kar pri brzini. Ja, recimo, ja, nad 45. Ne, so kar raztegne gor. Ja, se. To se raztegne, da sem jaz enkrat gledal, kaj ne dam, 18 ali 25 gor, in ta so 25, ker 25 ga prej to raztegne. Ampak Viktorija, ne, te ta nova Viktorija,
Se mi pa zdi, da kar držijo. Ja, da ostaja ista. Pa res, no. Se pravi, s tem modelom, ki je klele, s tem nimam glih izkušeno, ki je ta zadnji model. Ga prejšnjega sem poznal dober, tega pa pač ne vem, kako se v praksi obnese. Tako da po vsej verjetnosti pa v redu. Da bomo mi pozmotile, ne? Kaj ti imaš une Next? Ja, une to druge, rang nižji. Za časa nisi zračnice v bistvu zamenil. Ja, ne, tako bom rekel, lansko leto smo vozili 90% zračenc, ampak te lahkih, recimo na Vuelti, na Vuelti 90%, zaradi tega, ker Almeida je prišel iz Quickstepa in oni so tam skozi na zračencah, ne. In je rekel, jaz bom imel tudi tle, pa še ostali so videli, pa so pa začeli isto, pa kolo je bil lažji, kakor pa čist tublesem in so na zračence furali lansko leto. Se pravi, 90% Vuelte, sam Polanc vem, da je vozil tabularje celo Vuelto. Čeprav je tudi on pa rekel, da bi probal na to, pa je tudi on šel vmes malo zračence probati. Pa ne greste na 6,8, greste reč mečkan za rezervo, kakšen gramček. V bistvu, kaj naredite, da sploh spravite koliko ima to težo, no? Mi dva imamo recimo zelo dobra kolesa, ne? Prav ima dome, imava vse gor, karbon, kar je možen, da res imam diske, pač kolo to teži, ono še zelo rim brejke, pa glik, da pride tistih 7 kg, da ima kolo, kaj vi naredite, da še 100 gramov, 150, kaj to bruste, kaj šmerglate, brez barv so kolesa, kaj naredite? Kot prvo je tako, da moraš ti iz serije potegniti najlažji okvir, ki ga naredijo, ker tudi eni isto navaga. Že tam se tista gramaža dobiva. Ista velikost, mi recimo, ko se za Tadeja kolesa dela 50 okvirjev, 49 velikost, se da navago in se ta lahke ven pobere in... Ok, že klej se verjetno, to je... Kaj je pa to razlika med temi 50, koliko je to gramov? To je... 10 gramov, 20? Ja, lahko je tudi več, ja. Pa ne vem, pa se pa popuca noter, kakor se lahko popuca, pač, da se tiste ostanke od olivanja karbona, tist, kar je od večjega noc počist, pa se pa naprej začne zlagati. Ne vem, če ste opazili zdaj, mi vozimo, oziroma naši kolesarji, diske Carbon T, sprednje zobnike Carbon T. Zato pa pravim, kaj narediš? Vse si je že kupil. Peste imamo tudi Carbon T, čeprav Enve to ni bilo glih všeč, ker pač hočejo, da njihove vozimo, ampak so bile tudi par gramov je bilo tam razlike, tako da smo pa še to vzeli. Sedežno oporo recimo ne vozimo original od Colnagota, vozimo Darimo od Špancev. Ja, in tle lovite pol te grame. Ja, tle se ujame. Kaj sploh vagajo? Kaj na kolesu? A se vaga tudi nosilco, števca, a so pedali? Kaj se vaga? 6,8, kaj se vaga? Vse, kar se da odstraniti, moraš odstraniti. Se pravi, tisto, kar ti lahko vržeš na dirke, od bidona, števca, tret, moraš dati stran. In tisto se ne vaga? Na tisti vagi se šteje v vago? Ti moraš imeti vse, kar je pritrjen gor na kolesu, iz številko pa iz transponderjem se zvaga kolo, s čipom. Pa pedala so tudi gor? Ja, pedala so gor, ja. V glavnem, ne vem, za zanimivost, za Colnagota so vsi rekli še prej, modeli C60 pa 64, to da slovi kot težje kolo, da ni lahko, tudi rimbrejka, ne. Jaz imam doma kolo, ki sem si ga sestavil 5,5 kg C60 recimo, ne. In vsi me sprašujejo še naši tam, kako se to naredi. Zamenil sem par komponent, pa to je to. Berg mi je naredil sedežno in sedežem v kosu, pa take zelo. Ja, seveda, to so te malenkosti, ki jih dobiš. Upremo... To vse košta, vsak gram košta. Ja, seveda. Ja, jaz pa poraš na sebi delam, ne, kilo trukam. Ja, vse to je cnej. Ja. Malo predilnik zaklen. Ja, to še to, vse pomatraš. Boštjan, koliko pa so Enve peste težke? Ja, to ti ne znam povedati, koliko so Enve peste težke. A pa koliko so Carbon Ti? Vem, da je razlika, ker so naši, v bistvu te obroči od Enveta pridajo, pa peste, pa špice pridajo sem v eno firmo v Italijo, pa se to pol vse kle sestavlja. Pipo Wheels sestavlja za Enve feltne
In pol pač zamenjajo, pa dajo peste od Carbon T zraven, pa tako naprej. Že tam oni sestavljajo? Ja, seveda. Mi ne sestavljamo tega nič. Ocena, pride že... razlika, kampa, ko ste prevozili, še manj zdaj, ko boste. Vsaj bili? Ja, manj dela za mehanike. Kaj? Manj dela za mehanike. Pri kampih? Zdaj. Shimano. Že, Bullshit. Ne, to nisem rekel. Posluš, da je to, že. Čeprav jaz vam rekel tako, jaz vozim ta zadnjega še ta pravega Italijana, se pravi V3 RS iz Deda Krmilom, Campagnolo, Ducati, ja. Campagnolo, opremo in obroče in gume sem si dal Vittoria gor, čeprav... No, čisto vse italijansko, razen tebe. Pač pedala pa nimajo. Ja, pedala pa ni. Pa je to Petro, špikar se. Kaj se hotel vprašati, kako je ležaje, kje je ležaje? Ja, mi imamo Ceramic Speed sponsor. Tako da v te peste, ki je Carbon T delal, so dali komplet vse Ceramic Speed ležaje. To mi drugače original od SPF, ali kako že? Ne vem, kaj pride original, samo naši so to pol pokombinirali, drugače pa tudi imamo v NV Feltnah imamo normalne ležaje, pa keramične, ki jih oni pač ugrajujejo. Ne vem, kjer ugrajujejo, ki imajo neke svoje ležaje. Ampak oni pač ustrajajo pri tem, da se njihove uporablja in tudi jim ni glih najbolj všeč, da mi uporabljamo Carbon T peste, no. Tako da sam naši jim pol tako rečejo, da ko bojo naredili lažje, bomo pa pol te uporabljali. Tako pač lahko zbiramo. Če ne si pa Feltne ker recimo drugač, ko so delali teste, so naši hoteli pač tak, ki je naredil teste, je hotel, da bi mi vozili naprej Campagnolo Feltne, ne? Ker Feltne Campagnolo so zelo dobre. Mi recimo vidiš, ko pride počena špica, ko zapnejo ali pa ko padejo, ko je zlom pa gor pa dol. Ampak zdaj opažamo, da pri NV Feltnah nam je dost pride malo, ko grejo levo, desno, ko pri kampi se tega ni dogajalo. So bile bolj kompaktno. Bulletproof. Ja, špikle pa vse. Jaz sem kaj verjetno ne bi dovolil Shimano Campagnola, ne bi to Ne, Campagnolo je rekel vse ali pa nič. Ja, tako da pač je bilo zaključena zgodba. Glih na temo, a mogoče veš, naslednje let boste že lahko SPV tudi vozili ali še vedno ne? Res, jaz sem ga najdel, pa vem, da je šukar. To bojo pa povedali. Res je šukar. Sprot, pa je na Ogah, zdaj 5. gremo, ki v Milano imamo 6. cel dan neko izobraževanje za Shimano. Gledamo v dele delke, se mi zdi, da enega določenega obdobja, da če dalje več teh okvar, kako obskramo. Ja, se je. Ne mislim z efektom, ampak okvar, čeza. Ja. Največ. Je to zaradi teh resničnih predstavljamo? Se mi zdi, da je več tega, kako je bilo včasih. Mogoče je malo več tega, da se kakšna ketna strga, pa to, ko se je vse toliko zožal, pa pač material se lajša zaradi tega, da se pride do lažje teže, pa material enostavno ne zdrži več. Če nisi v stalni menjavi, da to menjaš, pač ene ekipe namenjajo to, tako bom rekel, po redu, pač iz preventive, ampak pač, ko se ustava, ne. Pa pride do takih stvari, tudi, ne vem, kakšna balanca v roko stane. Ja. Eno se glih tole zdaj, ki vprašam, glih to sem že shvatila zdaj, prej so bile zajle prestave, zdaj električne prestave. A je s tem zdaj v bistvu več dela ali imaš ti kot mehanikar manj dela? Pri zajli je bilo tako, ne, naredil si eno preventivo, pa si bil ziher, da bo to delal. Pri elektriki enkolno veš, daj baterijo kap za dan, pa to brez razloga neha delati. Še malo tega ne naredi. Vse. Pa jo daš, ne vem, za en mesec v predal, pa se zbudi, pa jo nazaj preklopiš, pa delaš spet. Ja, so te variante. Shimano sploh ima kar en rukar, ampak to je redko. Ja, sej prav, nič napram temu, kar smo imeli skozi. Boštjan, to balanco, ki so imeli na začetku gor, je bila premehka, pa se je pa par NV-ju naredil trž. Kaj pa je fora? Riče ni imela dobre, pa je, ko so vzpod držali,
v aeropoziciji, če si hotel šprita, Što tadaj se pol naprej zaletal. šprita in pol tekle gor tiši. Je predolg rič je bil. Ja. Okay. In, Kaj meni se zdela, mislim, jaz sem zdaj, ko testiram bike, se mi zdi tako da je ful mehka. mehka. Ja, mogoče je bila malo mahkejša, ampak težji, zelo blizu Enve. Sam je pa Enve naredil, ne vem, prišli so, ker tedaj je rekel pač, da te balance ne more voziti. Je prišel pač Enve, 3 so prišli iz Amerike in so ga vprašali, kaj bi rad prinesli so v 2 kosih. Pač to, ko oni tudi proizvajajo FIFO plus balanco, pač je bila ta ki je to prvi del od začetka, dokler niso naredili to balanco, mislim, da do marca, maja je vozil v 2 kosih, ne, te klasike pa to. Sicer veliko težji komplet, sam je bila pa ta geometrija samega krmila bila veliko boljša in je rekel, raj vozim težji, pa da pač edino, kar mu ni bilo všeč, je bilo to, da je bila na vrh 37, spod pa, ne vem, koliko. 4 cm ali Ja, koliko se je pa ful zdelo, kako to on vozi, da to je nekaj ful dobro. To se je zdaj zmanjšalo. Ne, pa šprinterji so isto pa to. To so pa vsi šprinterji, so pa to vozili. Ja, kaj jaz zdaj, ko sem probal, tega še nisem imel na meni balanci. Ko imam to gor in me prav, kada imaš kle nek živc in ko zadaneš, te kar zaskeli. In je čist je čuden. Ne, ni, mislim, veliko kolesarjev pravi, pa vse je v redu, vse bom nekako se pa uno proba, to pa je kar noč pa dana. Sam problem je, ker še zdaj nimajo vsi kolesarji tole balance, ko to počas delajo. Pač naredili so nek nov produkt za Tadeja, kasneje na Giru še ne, na Turu je imela cela ekipa že te balance, ampak vsi isto širino, od največjega do najmanjšega isto širino, ampak so tudi sami tako hoteli, vsi imajo 37 širino. Gor, tudi, ne vem, Langen, ki je 1,95 m, velik ima 37 širino. Ja, gor, center, v spodje pa zdaj 40 ali pa 39, ali 2 centa je samo razlika. Bi jaz te nekaj vprašal, recimo, ko človeku ne gre, ne, kolesarju kot nam, ne. Ga treba malo pumati. Kako ga boš rešil? Kaj, ko mu ne gre? Odprl bo vrata z avto. Znika bo zamenil, ali boš človeka gre na Ne. Mislim, če je iz kolesa vse v redu, mehanik nima kaj narediti. Kle so potem Če pridajo karči tako, kot so bili na Lombardiji, ne, pač mu daš proti krčam, kaj je en gel proti krčam in to je na srečo ta drug avto, ker to ni bil ta prvi avto, ki je bil zraven, je bil ta drug, ker ta prvi avto je bil defekt in je šuvan izdelke, pač so gumane. Je ta drug avto prišel in ni doskrat, da ima drug avto to notrno. Ponavadi ima sam prvi. Pa je imel. Ja, pa je imel. Sreča. Logi se tudi postavil. Naprimer, on malo kolesa šraufa in pride njemu Petra, ki mu reče, prosim, če pogledaš bicikl, da bo tako, kot treba. Recimo, kaj mi natapam vi, kakšno, bom rekel, podatek date na bicikl takrat? Kaj pogledate, gume, trak za balanco, kaj se je? Vse. A vsako etapo filate baterije, po 15 minut kaj delate? Ne. To je tehnični pregled. Vprašam, ne vem. Jaz sem pač nekako mnenja tega, kar se tiče baterija, ne, ko prideš vsem, ampak ne delamo vsi isto, ne. Ko prideš, ne vem, en dan pred dirko, vsem nafilamo pač baterije. Ne glede, a ima en zafilati, en nima untret. Baterije za power meter, baterije za prestave se vsem nafilajo. Potem pa, ko začne ta zelena lučka pršimano utripati, kar pomeni 50% baterije, ga preklapi. Se pravi, pod 50 nikoli ne gre, ne. 50% ali več na dirkah se uporablja. Tako, imam jaz mnenje, da se nafila en dan pred dirko vsem, pa pol tudi nekako vsem preklapljaš, ne vem, čez 4 dni ali pa 3 dni, ko to pade, a ne. Ko eni pa ja, pa se ni treba, pa zakvabi zdaj kabel vlekel, pa to, pa gor, pa dol in pol pač fila vsak dan. Če se pravi, en najde, ki ga ne nafilaš. Ne, vsak dan moraš tudi pol čekirati baterije, tako z 2 dni zihar narabiš. Ja, imaš ta ritual in to je to. Sej se zgodi, kdaj tudi tako, kot smo prej rekli, da se kaj dogaja z baterijo, pa ti rdečo lučka, se ročka kam naslona, kaj, ne vem,
se pri transportu dotika ročka pa šalka. Se po moje, ne, če vržeš bicikel, not, ne, pa da se na ročko na gumb pritisne pri električnih postavah, ne, po moje, da baterija crkava takrat. Ja, vem. Jaz tudi mislim tako sam, ni glih tako, ker se po nekem cajtu se izklop. Ta, ne vem, tiska ima 12-reden Dura-Ace, oziroma ne vem kako je v Ultegri, ker nisem nikoli rihtel, je tako, da gre v mirovanje, ti tudi, ko se začneš voziti, moraš ene 3-krat prestaviti, da ona zalaufa, da se zbudi, a ne? Tako da... Mislim, da je z Ultegro... Ne vem kako je, se pravi, ne vem kako je... To ogromno baterije, kur ta povezanost s telefonom. Ker tista... Dela. Se malo predstavil. Jaz sem pa zdaj še eno vprašanje, to je pa moje zadnje, pa še videla, kar ste delate do konca, to pa tudi nas po moje vse zanima. Oziroma, jaz vem, kaj je odgovor, ampak... Koliko ima še drugih bej, pa veš kaj? Ne. Ampak nekateri pa ne vejo tega, koliko je pomembno, da je kolo čisto, pa zakaj. Zakaj bi za to name leti? Ja, zato sem pa gledala v zrak, pa nisem hotela nobenega pogledati, da ne bi bilo dobro. Zelo je pomembno. To vem, pa zdaj pa razložiš zakaj. Ja, mi, ne vem, po vsaki etapi oziroma po vsakem štartu se kolo opere že iz enega vidika, da pač lahko narediš temeljit pregled, od okvirja do vsega, pač če je prišlo do kakšnega loma ali pač, ne vem, ta preventiva, ki jo delaš, jo lažje narediš, če je pač kolo čist, ker pa tudi, ne vem, kako se lotiti čiščenje kolesa, ne, vsak vzame šlaf, pa začneš špricati po kolesu, ta največja napaka, kar je bilo. No, kar povej, kako se, lahko hitar poveš, kako se očisti. Razmastimo naprej hitno, če ne razmaščevalec dela, če je že voda gor. Tako da, take stvari. Dela, ampak ne tako, kot pa bilo. Vse dela, kaj je treba razmastiti. Strokovno čisti kolo. Ja, mislim, mi vse z pač namenskimi čistili. Tako, kaj je Moporič govoril pred dva dni nazaj, s tistim za episodo pomimo. Ameglijo, ja, ne, to jaz prepovedujem. Kako ga, no, primer, no, povejte kako. Ja, pač z razmaščevalcem, ki je namenjen za razmaščevanje verige in mastnih delov na kolesu od raznih proizvajalcev. Eni so malo boljši, eni malo slabši. Potem pa ta druga zadeva, ki je, se pa lahko kakšen pril uporabi za samo šamponiranje pa za izgobico, ki ga opereš, ki ni toliko agresiven več, ne. Problem je pri enem Omegliju tukaj toliko agresiven, da, ne vem, Dura-Ace, ki je črna, rata tudi siva kdaj. Ja, ne, Omeglio je tudi za karbon, zdaj, če bi iz pameti oddelali in s tem čistilom, še ne bi bila taka težava, kakor eden, ki ne šprica, pa mama pomiče, ko si je vzunje 35 stopinj pustili z Omeglijatom na šprica, pa gre za 1 uro gor, ko prije nazaj, to so škane. No, čistiš ga tudi primerjaš, s tem si to naredil in to je to. Pa najbolj važna je ketna pogonski del. Tukaj se najbolj maže. To bomo imeli tudi, če bomo imeli enkrat nekaj, da bi prikazali. Da ketno pustaš po vsaki furi, da vsaj stulno potegneš po odličen po to. To si že veliko naredil. Vsako tretjo ga namažeš. To je res, ja. Tukaj si že ogromno naredil. Mažete ketno. Zvoljen, za sprejem, za mastjo, za... Ja, jaz sem prišel, smo imeli Absolute Black, samo s tem in se za vse vremenske razmere tudi dobro izkazal. Za razliko od keramik spire, ki smo ga letos imeli. V normalnih pogojih, v vožnjah, je hiter vse dobro. Tako. Razlikujejo se pol tam, ker te na moč, pa sonce posije. Če te moč skozi, še ni taka težava. Če te pa sonce posije, ali pa da je pol suhora, pa so pa čiličke v igri, pa to ciglar na vseh koncih. Pač tiskani neko mast gor, dal na roko je pol tam temo ustrah. Ta mlade serviserje. Ta mlade serviserje, ja, pa. Zdaj, dosti jih je probali tudi tam pri nas v Rogu, pač, da so ali vsaj videli, da niso za to, ali kakorkoli, ker pač
nekdo ima željo, ampak ni človek za te stvari. Jaz sem imel enega... Če ni šlo, Ja. Kaj je tudi tam možno? Ja, sej. Imel sem našega bivšega kolesarja, ki je prišel prav, jaz bil pa mehanik, pa ta prve 4 štaufe je polomil, ki je zatrgoval. Tele, ki imaš za brenze, ki ne moreš dobiti, ne nič, ki sploh ne obstaja rezerven koš. Sem rekel, daj ti, kva zdaj delo, ne, prav, ja, tam sem enemu holcarju pomagal, sem rekel, daj 5 trajke v holcarju. Sam je šel pol za maserja, pa je bil maser. Vse, če je močen, ne bi dobro, da maserja. Lahko kakšen reden zlom, to je vse. Pa jaz se spomnim, včasih je bila Power Rock. Ja, pa potem so hoteli rešiti fante po trgovinah. Vse so bili kolesarji tudi v proizvodnji kdaj kaj delali. To še v Rogu so delali, ja. Se je Benko plin prodajal, zelo Ja, takrat so vsi živeli za to, ne? Ja. Pač, obdobje, koliko je zdala, kaj je bila pauza, so pač šli delati. A kdo še kakšen vprašanje za... Ja, je. Vedno, ko damo mi, še enega kolega imam gledano, vedno, ko damo v kovču kolo, ne, potem, ko ga sestavlja jaka, ne, za navion, bremza ne prime nič. Ja, disk. Ja, treba nota tele plastične. Ne, damo plastično. Ne, veš kaj, pač enostavno jim je skupaj luft. Ja, treba je, vse to se tudi nam dosti. Šilska bolezen. Treba je prezračiti bremze, ne. Potem, ko priskole za avion. Ampak ne, ja, tako je. Ja. Da morate versa, da sabo vzeti, da vam bo bremze zračil. Kaj delaš 14. marca, no? Pejt z njimi, da v klemeru v lokalu, prosim, pejt. Jaz ne znam zračati bremze. Jaz ne znam prezračati. Pa kaj drugega prezračila? Ja, bom jaz kaj zračila. Lokal bom zračila. Imate te probleme na avionih? To se dela tudi Vse zgodi. Pa je dolžno sem pozvrkano rešil ali no? Ne, sam izvrkano. Sam ne, bom rekel ne, če mi na eno Turčijo, ko smo šli recimo 8, ne, mi smo imeli 7 kolesarjev, ti štarta, pa imaš pol še 7 koles, pa za 1, 2, ne za vse, 14. Rečemo cirka 20 koles na 5 kolesih. Se ne zgodi se vam vsem, ne? Katerije grejo, vzema se to dogaja. Ja, kad to se zgodi, pa meni se zgodi, mi smo mislili, da je to kaj, ko Grega ima novo. Armadura je ste imeli pol tegre, pa sem mislil, da je to samo tegre. Vse isto zgodi. Doskrat je treba, brez tega kompleta za zračenje, še pred štartem, da je treba še mobiliti. Jaz skos snimam, zato da kdo kakšnih neumnosti ne sprašuje. Aljo, imaš ti kakšno vprašanje? A ja, kam ugasnila? Jebe, pa bomo pa ugasnili, pa bomo pa ostali vprašali.